Dober dan, spoštovani. Dovolite mi, da pričnem z današnjim delovnim posvetom o predlogu sprememb zakona o pacientovih pravicah. V javno razpravo ga je dalo Ministrstvo za zdravje 14. februarja 2013, se pravi na Valentinovo, kar pomeni, da ima zakon ljubeznivo in ljubezensko popotnico. Med nami bi posebej rad pozdravil kolega državnega svetnika gospoda magistra Tomaža Horvata, predstavnice Ministrstva za zdravje in predstavnike civilnih združenj. Ta delovni posvet sem sklical z namenom, da z malo bolj poglobljeno razpravo spregovorimo o tem, kakšne spremembe zakona so predlagane oziroma kako bi jih lahko še izboljšali. Govorimo na podlagi izkušenj zakona sprejetega v letu 2008 z namenom, da bodo te spremembe seveda ustrezen odgovor na določene morda pomanjkljivosti, nedorečenosti, nedoslednosti ali pa tudi težave, ki so se pojavile pri njegovi realizaciji tako na strani uporabnikov, pacientov, kot tudi na strani izvajalcev. In da bi ta nov zakon kar največji meri odgovoril na potrebe pacientov, obenem pa bil do izvajalcev prijazen in tudi izvedljiv. Javna razprava je odprta do 15. marca. Do takrat bomo tudi mi z današnjega posveta na Ministrstvo za zdravje posvetovali zaključke tega današnjega oziroma zapis današnjega posveta in bomo v njem povzeli izražena mnenja, predloge, dopolnitve, tudi tiste, ki smo jih prejeli po elektronski pošti ali pisno in so se njihovi pripravljalci upravičili. Pričakujemo seveda, da bojo pripravljalci zakona v kar največji meri upoštevali danes izražene predloge, dopolnitve, morebitne tudi pripombe. V zvezi s potekom današnjega posveta bi vas seveda rad povabil k aktivni razpravi po obeh dveh predstavitvah, ki bosta na začetku. Prosim vas, da zato, da imamo organizirano razpravo, da lahko vodimo tudi zabeležko in magnetogram. Na mizi imate lističe, s katerimi se prijavite na razpravo. Sekretarka komisije, gospa Nuša, bo pobrala te prijave, zato da bomo lahko vodili red razprave. Listo prisotnih pa kolegica že vodi. Predlagam, da nam na začetku predstavnica Ministrstva za zdravje, gospa Biserka Simčič, predstavi predlagane spremembe zakona o pacientovih pravicah. Tako da izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in imenu kolegice iz Ministrstva za zdravje. Danes bomo vam skušali na čim bolj jasen način predstaviti zakon o pacientovih pravicah in seveda tudi razloge, ki so vodile Ministrstvo za zdravje, da smo to pripravili. Kot veste, zakon o pacientovih pravicah ureja obče oziroma univerzalne pravice pacienta in ne pa pravici iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako je pomembno, da so pacientov pravice zagotavljajo v okviru mreže javne zdravstvene službe in prav tako tudi v okviru zasebne zdravstvene dejavnosti. Zakon o pacientovih pravicah na nek način lahko razdelimo na tri dele, in sicer na splošne določbe, kjer so opredeljene temeljne vsebine, potem v materialno-pravni del, kjer so določene njihove pravice in njihova vsebina, procesno-pravni del, kjer so zapisani postopki in način uveljavljanja pravic, in pa morda še dodatni del, kjer so zapisane določbe o nadzoru, kaznovalne določbe, razveljavitvene in pa prehodne ter končne določbe. Zakaj? Kateri so bili razlogi, ki so nas vodili za spremembe in dopolnitve? Pravzaprav smo ob implementaciji zakona o pacientovih pravic po letu 2008 v prakso bili seznanjeni od različnih deležnikov v sistemu zdravstvenega varstva in pa tudi prepoznani so bili različni pozitivni premiki na tem področju. Predvsem so bili ti premiki na področju ozaveščanja pacientov in izvajalcev zdravstvene dejavnosti o pacientovih pravicah, potem so bili zaznani premiki na področju reševanja sporov in nesoglasij med pacienti in izvajalci zdravstvene dejavnosti, ter pa tudi boljše določitve vsebine pravic pacientov in njihovega upravljanja.
Med te lahko sigurno sodi seznanitev z zdravstveno dokumentacijo, potem lahko govorimo tudi o pojasnilni dolžnosti. Velik premik je bil tudi na področju dostopnosti do potrebnih zdravstvenih storitev in urejenosti na tem področju. Hkrati so bile pa tudi v tem času implementacije prepoznane tudi težave pri uresničevanju nekaterih pravic. Tukaj predvsem natančno lahko govorimo o natančni definiciji pravice do spoštovanja pacientovega časa ter uveljavljanja pravice do drugega mnenja v praksi. Na ministrstvu smo bili seznanjeni in opozorjeni na pomanjkljivosti od različnih deležnikov. Tako so nas opozarjali in seznanjali zastopniki pacientovih pravic, ki so se srečevali z težavami na področju svojega dela, pacienti, tako s pisnimi, telefonskimi, osebnimi seznanitvami, izvajalci zdravstvene dejavnosti, pravzaprav vsi partnerji v sistemu zdravstvenega varstva in pa tudi varuhinja človekovih pravic. Ne glede na vse smo tudi na ministrstvu samem pri svojem delu naleteli na nekatera področja zakona, ki bi jih bilo potrebno urediti drugače. Tako je bil naš namen pri pripravi novele predvsem zagotoviti ustrezno in primerno časovno dostopnost pacientov do prvih pregledov. Hkrati jasneje določiti pacientove pravice in način njihovega uresničevanja ter uvesti dodatno procesno zaščito pacienta. To je v smislu novega inšpekcijskega nadzora in povečanja števila prekrškov, uvaja možnost ugotavljanja kršitev zakonskih norm in pa sankcioniranje. Predlagane spremembe in dopolnitve so predvsem sprememba pravice do spoštovanja pacientovega časa, sprememba pravica do drugega mnenja, zakonska ureditev posebnega varovalnega ukrepa telesnega oviranja s pasovi, opredelitev estetskih medicinskih posegov, potem zakonsko opredeljene obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti zdravstvenih storitev, čakalnih seznamov in čakalnih dob, podaljšanje rokov za vložitev zahteve za prvo in drugo obravnavo kršitev pacientovih pravic, drugačna oziroma celostna ureditev nadzora nad izvajanjem določb zakona pacientovih pravic in pa sprememba ter dopolnitev kaznovalnih določb oziroma prekrškov. Pomembna novost v noveli zakona je predvsem na področju urejanja čakalnih dob in čakalnih seznamov, saj je po novem dostopnost do prvega pregleda v specialistični ambulanti in bolnišnični dejavnosti obvezna v roku 30 dni. Najmanj polovico ordinacijskega časa se mora nameniti izključnim prvim pregledom. Pri tem ostajajo stopnje nujnosti enake, nujno, hitro, redno, kot so bile prej, in ostajajo predvsem za funkcionalno diagnostiko in pa ostale preglede. Pomembno je tudi, da se vodi enoten čakalni seznam znotraj posamezne zdravstvene dejavnosti in pa novost je tudi določitev novega datuma, in sicer upravičena odsotnost ali sprememba termina zaradi razloga, ki je na strani izvajalca, ter črtanje s čakalnega seznama v primeru neupravičene odsotnosti ali po opravljeni storitvi. Obvezno je tudi zagotavljanje sistematičnega naročanja na določeno uro znotraj ordinacijskega časa. Čakalni čas znaša največ 60 minut na vseh 3 ravneh zdravstvene dejavnosti. Omejitev ne velja v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ali nujnih operativnih ali drugih medicinskih posegov, pri čemer mora izvajalec pacienta ustrezno obvestiti. Prepoznane so tudi obveznosti izvajalcev zdravstvenih storitev. Predvsem je dolžnost uvrstitev na čakalni seznam le na podlagi izvirnika napotnice. Potem je potrebno zagotoviti vse oblike naročanja, osebno, elektronsko in telefonsko, in zato morajo uporabiti najmanj tretjino ordinacijskega časa. Poskrbeti je potrebno za najkrajši možni čakalni čas in čakalno dobo v okviru razumnega časa.
zagotoviti ustrezno vodenje čakalnih seznamov in črtanje pacientov iz seznamov v zakonsko določenih primerih. Potrebno je omogočiti pacientu vpogled v čakalni seznam. Izvajalci morajo analizirati vzroke za čakalne dobe, ki so daljše od najdaljših dopustnih. Poročanje morajo organu upravljanja in izvesti ukrepe oziroma obvestiti pristojne institucije. Hkrati je obveznost izvajalcev mesečno poročanje Inštitutu varovanja zdravja in sicer podatke o čakalnih dobah po posameznih stopnjah nujnosti. To naj povem, da so te določbe pravzaprav nekatere bodisi že v uporabi, jih izvajalci že izvajajo, vendar niso imele zakonske podlage, bodi pa so opredeljene v pravilniku o čakalnih dobah in pa v uredbi o poslovanju z strankami v zdravstvu, pa so sedaj prenešene na višjo raven. Pomembna je tudi sprememba pri ureditvi pravice do drugega mnenja. To naj povem, da gre za univerzalno urejanje pravice, zahteva ga lahko pacient na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti. Prav tako pa so zaradi zaščite pacientov dodane varovalke, tako glede, kdo ga lahko poda. To so pomembne delovne izkušnje in pa specialnost. Poda ga lahko nekdo, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na istem področju oziroma na enake specialnosti. Potem v kakšnem roku se poda, to je maksimalni rok določen v 30 dneh, in pa na podlagi česa se to drugo mnenje lahko poda. Prav tako se zahteva vloži pri strokovnem vodji izvajalca, ki pacienta seznani z naborom možnih zdravnikov ter ceno te storitve. Na področju dodano je tudi del, ki ureja posebne varovalne ukrepe telesnega oviranja s pasovi. Tukaj lahko povem, da smo ta del pravzaprav umestili na pobudo varuhinje človekovih pravic, in predvsem zaradi zakonske praznine na področju splošnih oddelkov bolnišnic je bilo potrebno ta poseg v pravico do svobodnega gibanja zakonsko urediti. Uporabi se ta poseg lahko le izjemoma, največ za 4 ure, z možnostjo podaljšanja, in sicer, če se s tem omogoča bodisi zdravljenje pacienta ali gre za obvladovanje nevarnega vedenja pacienta, ki bi lahko ogrozilo življenje oziroma zdravje pacienta ali življenje oziroma zdravje drugih, ali pa gre za obvladovanje nevarnega vedenja pacienta, s katerim bi lahko povzročili večjo premoženjsko škodo sebi ali drugim, in tega ogrožanja ni mogoče preprečiti z drugim blažjim ukrepom. Pomembno je, da ga lahko odredi lečeči zdravnik, jasno so pa tudi opisane izjeme. Novost v noveli je tudi ureditev področja estetskih medicinskih posegov, in sicer predlog sprememb uvaja novost na področju estetskih medicinskih posegov v delu pojasnilne dolžnosti in privolitve v estetski medicinski poseg. Ustno in pisno mora zdravnik, ki po opravil estetski medicinski poseg, pacientu podati pojasnilno dolžnost. Starostna omejitev za privolitev je 18 let in polna poslovna sposobnost, hkrati pa gre tudi za osebno privolitev. Tukaj povem, da je bilo to umeščeno predvsem tudi na zahtevo oziroma predlog stroke iz tega področja. Novost je tudi podaljšanje rokov za vložitev zahteve za prvo in drugo obravnavo kršitev pacientovih pravic. Tukaj smo prisluhnili zastopnikom pacientovih pravic, tako je rok za vložitev zahteve za prvo obravnavo, ki jo pacient zaradi domnevno neustreznega odnosa vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, se iz 15 dni podaljša na 30 dni, zaradi domnevne napake pri zdravljenju pa iz 30 na 60 dni po opravljeni zdravstveni storitvi.
Prav tako je rok za vložitev zahteve za drugo obravnavo, ki jo pacient vloži pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, se iz 15 dni po vročitvi zapisnika oziroma 15 dni po poteku roka za izvršitev dogovora podaljša na 30 dni in ustrezno v primeru neizvedbe prve obravnave pri izvajalcu zdravstvenih storitev se ta rok podaljša iz 30 na 60 dni od vložitev popolne prve zahteve pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Novost je tudi nadzor nad delom Komisije za varstvo pacientovih pravic in ureditev celostnega nadzora nad zakonom pacientovih pravic. Tokrat se uvaja povsem nov nadzor nad delom komisije. Nadzor opravlja Ministrstvo za zdravje. V primeru ugotovljenih hujših napak predsednika ali članov komisije se le-te lahko razreši. Prav tako se uveljavlja nova ureditev celostnega nadzora nad zakonom, saj ureja zakon novela ureditev inšpekcijskega nadzora in razširitev kaznovalnih določb, kar pomeni večje število prekrškov ter posledično možnost sankcioniranja nespoštovanja oziroma neupoštevanja posameznih določb zakona. Kot je povedal že gospod Požun, je javna razprava osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah že v teku in pravzaprav bo potekala do 15. marca. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na zgornji elektronski naslov ali po pošti na Ministrstvo za zdravje. Lahko vas seznamim, da do tega trenutka ni prispela še nobena pripomba na omenjeno novelo, prav tako nismo prejeli tudi nobenih telefonskih ali ustnih vprašanj na to temo. Toliko na hitro z moje strani, hvala za pozornost. Hvala, gospod Sinčič, za izčrpno predstavitev. Se pravi, imamo tajming za posvet ravno pravi, da bomo danes morda to pomanjkljivost dopolnili, izpolnili. V naši sredini pozdravljam tudi zastopnike pacientovih pravic iz slovenskih regij, ki so se nam pridružili. Zaprosil pa sem gospod Jožico Trols-Krušec, zastopnica pacientovih pravic, če predstavi pogled za strani zastopnikov oziroma bolje rečeno za strani uporabnikov, saj se zastopniki najpogosteje srečujejo z problemom vprašanja pacientovih pravic, tako da Jožica izvoli. Hvala lepa. Gospod državni svetnik, magister Peter Požun, spoštovani predsednici Ministrstva za zdravje, spoštovane gospe in gospodje, na podlagi določil zakona o pacientovih pravicah deluje v Republiki Sloveniji 11 zastopnikov pacientovih pravic. Pri svojem delu neposredno spremljamo izvajanje večine zakonskih določb, pri nekatere zakonske določbe pa tudi neposredno izvršujemo. V praksi ugotavljamo, da se zakon o družbi še ne izvaja v vseh svojih določbah, da določenih razmerij ni uredil ali pa da jih sploh ni uredil. Naj uvodoma povem, da smo zastopniki pacientovih pravic že v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev v letu 2010 in 2011, ki žal niso prišle dlje kot do predložitve sprememb v državni zbor, tam pa je zadeva obmirovala, predložili preko, mislim, da celo okrog 30 argumentiranih sprememb in dopolnitev zakona, vendar žal razen par ugotavljamo, da jih ministrstvo ni upoštevalo. Verjamemo in upamo pa, da bo tokrat drugače. Svoj prispevek sem nekako strnila v dva vsebinska sklopa. V imenu vseh zastopnikov pacientovih pravic bi najprej podala naše predloge sprememb in dopolnitev na tiste člene, ki so odprti, kot temu po domače rečemo, torej ki so v javni obravnavi. V drugem sklopu pa bi predlagala tudi spremembe nekaterih drugih členov.
Tako da bi šla kar po vrsti, in sicer v 2. členu so opredeljeni določeni izrazi. Menimo, da bi bilo potrebno, tako vsaj predlagamo, 2 pojma morda dodatno opredeliti, da bi res lahko uporabniki vedeli, za kaj gre, in sicer gre za pojem razumen čas, ki je tudi definiran, ampak menimo, da bi bilo morda to potrebno natančneje opredeliti, in gre pa tudi za pojem škodljiv dogodek kot nepričakovan in neželen incident. Ne vem, da bi to malo bolj napisali v slovenski obliki oziroma tako, da bi bilo razumljivo. K 4. členu, in sicer v 11b členu, ki ga ta člen prinaša, so opredeljene obveznosti izvajalca zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju primerne in kakovostne varstvene oskrbe. In sicer je navedeno v 3. odstavku, da izvajalec zdravstvene dokumentacije zagotovi ustrezen dokument, v oklepaju knjigo pripomb in pohval, anketni list, vprašalnik in tako naprej. Pacient lahko poda svoje pripombe v zvezi z izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Torej gre se za to knjigo pripomb, pohval, pritožb. Mnenja smo, da bi lahko taka določba morda vnesla v zakonsko besedilo zmedo, in sicer uporabniki zdravstvenih storitev, bolniki, pacienti pojmujejo knjigo pritožb in pohval kot knjigo, v katero se vpisujejo pritožbe, kar pa bi lahko izničilo ali pa izgubilo pomen glede prve in druge obravnave pacientove pritožbe. Tako da, če je tak dokument res nujen, naj bo že iz njegovega poimenovanja že na prvi pogled očitno, da gre za dokument, v katerega se vpisuje, ne vem, pohvale, izogiba pa naj se vsakokratnim izrazom, vsakovrstnim izrazom, kot so ki so predmet pacientove pritožbe, kajti za pacientovo pritožbo vemo, da je potrebno šteti vsako izraženo nezadovoljstvo, ki se nanaša na domnevno neustrezen odnos in ravnanje zdravstvenih delavcev, sodelavcev pri izvajanju zdravstvenih storitev ali na kakršnokoli drugo pacientovo pravico. Zato menimo, da bi bilo to določbo potrebno precizirati. K 5. členu, ki uvaja 13. in 14. člen, in sicer 13. člen se nanaša na omogočanje verske duhovne oskrbe, in v določbi je določeno, da se pacientu omogoči naslednje oblike izpovedovanja vere: osebna raba verskih simbolov, v oklepaju vključno z oblačili in hrano. Zaznali smo možnost, da v kolikor bi tako ostalo zapisano, bi morda se lahko v praksi dogajalo tudi to, da bi ta zakonska pravica lahko pomenila neko protislovje v zvezi s predpisano terapijo o hrani za strani zdravnika v času oskrbe. Zato menimo, da bi bilo potrebno morda dodati tam, kjer je napisano pač v tem predlogu dopolnitev, kjer piše vključno z oblačili in hrano, da bi dodali vendar z morebitnimi omejitvami iz predpisane terapije, nekaj podobnega, skratka, da bi dobilo ta smisel. No in še k 5. členu, k novemu 14. členu, spoštovanje pacientovega časa. Mislim, da gre tle v 4. odstavku morda za eno tipkarsko napako, ali sem mogoče jaz slabo pogledala, kjer piše, da se pacient naroči na vrsto zdravstveno storitev. Verjetno je nekaj samo za popraviti. V 5. odstavku je po našem mnenju nek nedoločen pravni pojem, kjer piše, ter da delo organizira tako, da pacient ne čaka dlje, kot je potrebno.
ne čaka dlje, kot je potrebno. Torej, ne vemo, koliko dolgo je to. Pacient tega ne razume, jaz tudi ne, zastopniki tudi ne. Se pravi, fajn bi bilo, da bi se to malo bolj preciziralo. Kaj je ta čas dlje, kot je potrebno? V 6. odstavku tega istega člena je določeno, da telefonsko naročanje traja najmanj tretjino ordinacijskega časa, kar pomeni, da se čas telefonskega naročanja v primerjavi s sedanjo ureditvijo skrajšuje, ker po uredbi o poslovanju z uporabniki javnega zdravstva je določeno, ki je seveda v veljavi, je določeno, da ima pacient za telefonsko naročanje 4 ure časa v okviru ordinacijskega časa. Zdaj pa, ker vemo, da je ordinacijski čas krajši od delovnega časa, pomeni, da se bo tako s to zakonsko določbo telefonski čas za naročanje zmanjšal, lahko tudi za polovico. Predlagamo, da telefonsko naročanje za paciente ostane 4 ure, predvsem to zaradi tega, ker moram reči, da se pacienti kar precej pritožujo ne nad to zakonsko določbo oziroma določbo uredbe, ampak zato, ker da že itak imajo zelo kratke čase za naročanje po telefonu. In še k 6. členu oziroma k 6. členu naprej, dodan je 14.a člen v zvezi s čakalnim časom in v 1. odstavku je tudi določeno, da izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotovi obvezno sistematično naročanje na določeno uro. Predlagamo, da se v 2. členu opredeli pojem, kaj je sistematično naročanje. V 2. odstavku tega istega člena je določeno, da izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotovi, da je delo organizirano tako, da je čakalni čas čim krajši oziroma ne presega 60 minut, kot je prej tudi gospa Biserka obrazložila, ampak mnenja smo, da oziroma ne strinjamo se, da se na primarni ravni po tej določbi, da bi se po tej določbi podaljšal čakalni čas iz sedanjih 20 minut po uredbi o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu na 60 minut in predlagamo, da na primarni ravni ostane 20 oziroma morda največ 30 minut, sicer tudi samo naročanje po naše izgubi smisel, zato predlagamo spremembo te zakonske določbe. K 7. členu sprememb, ki se nanaša na čakalne dobe, v zaščito uporabnika zdravstvenih storitev predlagamo dopolnitev 14.b člena z novim odstavkom in sicer približno v tem besedilu. Gre za dopolnitev namreč spremembe in dopolnitve zakona razveljavljajo, bom rekla, bodo razveljavile pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah in povzele nekatere njegove določbe na zakonski nivo in v tem duhu predlagamo tudi tole dodatno določilo in sicer, kadar je pri posameznem izvajalcu zdravstvene storitve čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev daljša od predpisane, je tak izvajalec dolžan čakajočega pacienta natančno seznaniti s trenutno veljavnimi in javno objavljenimi čakalnimi dobami za želeno zdravstveno storitev pri drugih izvajalcih storitev države, ki so še v okviru predpisanih čakalnih dob in da mora pri tem pacientu posredovati točne kontaktne podatke teh izvajalcev z navedbo čakalnih dob pri njih v dnevih, tako da se pacient po kasnejšem kontaktu s takimi izvajalci lažje odloči za izbiro izvajalca. To je praktično povzeta določba iz pravilnika. K 11. členu sprememb in dopolnitev z navedbo, da se drugo mnenje lahko pridobi na predlog zdravnika, se ne strinjamo. Zakonsko določbo menimo, da je potrebno spremeniti tako, da bo jasno, da se drugo mnenje pridobi na zahtevo pacienta in zlasti
in zatem opisati ta postopek. Zdaj je določen le predlog pacienta, kar pa ni isto. Iz določbe mora izhajati, da je za drugo mnenje odločujoča zahteva pacienta. Strinjamo se tudi z rešitvijo, da se drugo mnenje še vedno pridobi, da bi se, po določbah, kolikor bi bile sprejete, še vedno pridobi le pri istem izvajalcu zdravstvenih storitev. Pacient najpogosteje uveljavlja to pravico prav v primeru dvoma pravilnosti odločitve zdravnika tega izvajalca zdravstvenih storitev in posledično izgubi zaupanje ne samo v tega zdravnika, ampak tudi v izvajalca. Za pacienta je smisel drugega mnenja, da ga poda strokovnjak pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev, neodvisno od prvega mnenja. Predlagana ureditev pravico po našem mnenju omejuje, saj pacientu ne omogoča pravice preveriti svojega zdravstvenega stanja in postopkov zdravstvene oskrbe, ki jo je prejel od lečečega zdravnika. Nujna je tudi nova določba za primer, kadar se določenih preiskav ne more opraviti v Sloveniji, da se pacientu omogoči, da to mnenje pridobi v tujini. In naprej k 12. členu oziroma k novemu 40.a členu podpiramo novo določbo, da se drugo mnenje poda tudi na način, da se lahko opravi ponoven pregled pacienta ali se opravijo dodatne preiskave, opravijo dodatne zdravstvene storitve. Prav tako podpiramo rok, da se za podajo drugega mnenja, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva, ko je pacient vložil predlog za drugo mnenje. V 4. odstavku pa je določeno, da pacient vloži predlog za podajo drugega mnenja pri strokovnem vodji izvajalca zdravstvene dejavnosti in da ta pacienta seznani z naborom možnih zdravnikov, ki drugo mnenje lahko podajo, ter ceno podaje drugega mnenja. Ne strinjamo se, da je odločitev o drugem mnenju odvisna od strokovnega vodje izvajalca. Odločno nasprotujemo temu, da je drugo mnenje samoplačniško, saj na ta način pravica za uporabnikov zdravstvenih storitev povsem izgubi smisel. V isti določbi je tudi določeno, da posamezni izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko med svojimi zaposlenimi določi nabor zdravnikov, ki podajo drugo mnenje. Predlagamo, da bi se beseda lahko nadomestila, da je izvajalec dolžan objaviti te podatke. V zvezi z ureditvijo pravice do drugega mnenja ugotavljamo, da sedanja ureditev ni ustrezna, ker omogoča samoplačniško pridobitev drugega mnenja pri istem izvajalcu zdravstvenih storitev dejavnosti. Po predlagani ureditvi pa se pravica še bolj omejuje, saj le ob izpolnitvi določenih predpogojev pride pacient do samoplačniškega drugega mnenja. Predlagamo ureditev pravice tako, da se bo pacientu omogočilo brezplačno pridobitev drugega mnenja pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev in v primerih, ko to ni možno v Sloveniji, da se mu to pravico omogoči uveljaviti v tujini. K 16. členu in sicer k novemu 82. členu nadzor nad delom komisije. V prvem odstavku je določeno, da nadzor nad delom predsednika in člani komisije opravlja ministrstvo na podlagi potem kot druga možnost na podlagi rednega letnega pregleda, dalje pobude pacienta, ki je vložil drugo zahtevo, nadalje izvajalca zdravstvene dejavnosti, zoper katerega je vložena druga zahteva, nadalje inšpekcije, sodišča in varuha človekovih pravic. Predlagamo dopolnitev določbe, da nadzor lahko se opravi tudi na pobudo zastopnika pacientovih pravic, ki zastopa ali je zastopal pacienta v postopku druge zahteve. V drugem odstavku tega člena je določeno, da če ministrstvo pristojno za zdravje pri nadzoru, to, kar sem prej opisovala, ugotovi hujše napake pri delu predsednika komisije
Vladi Republike Slovenije predlaga uvedbo postopka za njegovo razrešitev. V primeru ugotovljenih napak pri delu člana pa ministrstvo pristojno za zdravje samo začne postopek. Predlagamo dopolnitev zakonske določbe. Menimo, da je potrebno nedoločnemu pravnemu pojmu hujše napake dati določljiv pomen in definirati, kaj šteje za hujše napake. Predlagamo, da se za hujše napake pri delu šteje postopanje in odločanje v nasprotju z določili tega zakona. K 17. členu nadzor nad delom zastopnika. V 3. odstavku je določeno, da če predstavniški organ pokrajine pri izvrševanju svojih pristojnosti ugotovi, da zastopnik ne izpolnjuje pogojev in našteva, da svojega dela ne upravlja s potrebno skrbnostjo oziroma je zoper njega vložena pravnomočna obtožnica, začne postopek za njegovo razrešitev. V postopku razrešitve ima zastopnik pravico odgovoriti na očitane kršitve. To je predlagana določba. Mi pa predlagamo še dostavek v par besedah in sicer tako, da se bo ta zadnji stavek glasil. V postopku razrešitve ima zastopnik pravico odgovoriti na očitane kršitve, kar lahko vpliva na odločitev organa. K 21. členu predlagamo, da se določi nova kršitev zakona in sicer prvi odstavku 87. člena, da se doda nova alineja in sicer, da če gre za prekrškovno določbo, če izvajalec v 3 dneh po opravljenem pregledu ne odpošlje ali drugače ne izda izvida oziroma strokovnega mnenja, da se pač to ustrezno sankcionira. Toliko glede teh členov, ki so odprti, bi pa rada še to pravzaprav na te člene vendarle povedala, da zastopniki zelo podpiramo naslednje ureditve. Novega 14.b člena, po katerem se vsak prvi pregled v specialistično ambulantne in bolnišnice dejavnosti opravi v 30 dneh od uvrstitve pacienta na čakalni seznam, to je dobro. Novega 15. člena, kjer je določeno, da se vodi čakalni enotni seznam za vrste zdravstvene storitve in predvsem na to, kar bom zdaj povedala, da izvajalec ne sme opravljati vrste zdravstvene storitve pri pacientu, ki ni vpisan vanj, če ne gre za nujno medicinsko pomoč, tako da to tudi zelo podpiramo. V novem prvem odstavku 27. člena, nanaša se na privolitveni obrazec, zelo podpiramo novo določbo druge alineje, kjer je določeno, da obrazec vsebuje tudi povzetek pojasnil iz 20. člena, namreč 20. člen se nanaša na eno zelo pomembno pacientovo pravico, to je pojasnilno dolžnost. In če to pomeni pojasnilno dolžnost zdravnika, poleg ustne, tudi v pisni obliki, je to neprimerno boljša informiranost in to zelo podpiramo. 14. in 15. člen, v katerih so določeni daljši roki za vložitev prve in druge zahteve za varstvo pacientovih pravic, zelo podpiramo tudi spremembo 85. člena glede razširitve nadzora nad izvajanjem zakona in še posebej podpiramo dodane ukrepe inšpektorjev v novem 85. členu zakona, saj menimo, da bomo tako dosegli boljše izvajanje zakona v praksi. Torej to na odprte člene, zdaj mi pa dovolite sam še zelo na hitro, če mi dovolite, prosim, predsedujoči, ker se čas mi že malo izteka, bi predlagali še nekaj sprememb in dopolnitev tistih členov, ki se jih ministrstvo ni odločilo tokrat odpreti. In sicer bi uvodoma še enkrat rekla to, kar smo sporočili že tudi v takratnem postopku sprememb zakona o pacientovih pravicah, da
se srečujemo v našem pravnem sistemu, ki ureja zdravstveno področje, z veliko razpršenostjo pacientovih pravic po raznih predpisih z področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva in predlagamo, da bi se vendarle enkrat morda pristopilo k temu, da bi se te pravice zbrale v enem predpisu, da bi bilo to, bom rekla, pregledno za uporabnike zdravstvenih storitev. Seveda to vemo, se zavedamo, da to ni stvar enega meseca, enega leta, da je to proces, ki traja, ampak vendarle v razmislek. Lahko bi bil zakon o pacientovih pravicah, ne glede, da zdaj ureja obče oziroma splošne pravice, ena podlaga, v katerega bi se v prihodnosti lahko ta materija uredila. Potem bi k 18. členu predlagamo, da bi se dodal nov odstavek, in sicer 18. člen ureja specialistične ambulantne preglede, o tem, kdaj mora biti izdan izvid. In sicer predlagamo, da se doda določba, da izvajalec ne sme pacientu zaračunati nobenih stroškov, ki jih ima zaradi izdelave izvida in njegovega pošiljanja. Namreč v praksi ugotavljamo, da izvajalci zaračunavajo celo poštne stroške v povzetju, potem zaračunavajo CD-je in tako naprej, tako da tole predlagamo. Potem glede 42. člena seznanitev zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti, predlagamo, da bi se določneje definirala zaveza izvajalcev, da vsem upravičenim osebam, ki jih zakon seveda navaja, omogočil pogled na vse podatke, ki se nanašajo na zdravstveno stanje umrle osebe, in definirati bi bilo potrebno tudi obvezo izvajalca, da je dolžan podati natančno poročilo o poteku zdravljenja umrlega ter upravičeni osebi odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi z zdravljenjem pred smrtjo. V praksi se srečujemo z velikimi težavami glede pridobivanja dokumentacije po pacientovi smrti. Tako sami pri svojem delu, kot tudi pacienti poročajo, ko to sami urejajo. Pri 49. členu, ki se nanaša na pristojnosti zastopnika pacientovih pravic, predlagamo, da bi se pristojnosti razširile, in sicer na to, da lahko zastopnik pacientovih pravic predlaga inšpekciji predlog za ukrepanje, vkolikor se določene zakonske določbe ne izvršujejo v praksi. Nadalje, da lahko pacienta zastopa tudi pri pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, namreč mi imamo vrsto oziroma zelo široka pooblastila za pomoč, za vlaganje pritožb, za sestavljanje pritožb, za zastopanje pacientov, vendar za pravice po zakonu o pacientovih pravicah, kot rečeno, so tudi druge pravice razpršene po drugih predpisih z tega področja in pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej tiste, ki imajo odzadaj plačilo iz zdravstvenega blagajne, potožujejo se, da nimajo zadostnih informacij tam, kjer bi jih morali dobiti, da nimajo urejenega svetovanja glede pravnega varstva, da se počutijo v tem labirintu, rečejo, v tej poti pritožbenih postopkov pač izgubljeni in prepuščeni na nemilost organom, ki odločajo o njihovih pritožbah izven rokov za odločitev pritožb. Tako da nekateri zastopniki pacientovih pravic so mnenja, da bi se to določbo moralo spremeniti oziroma dodati pristojnost, da bi se tudi dodalo zastopanje za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Še ena dopolnitev 7. alineja 1. odstavka o istem členu 49. govorim, da bi se vpisalo, in sicer, da se bo določba po novem glasila tako, da se v okviru pacientovega pooblastila ali pooblastila oseb navedenih v drugem odstavku 42. člena, gre namreč spet za tole dokumentacijo po
po pacientovi smrti, vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge in pojasnila in druge izjave v imenu in korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora. Jaz razumem, da je zdaj morda to težko slediti, ampak vsej ministrstvu bomo dali zapisano te naše predloge, ker sicer jaz zdaj bi mogla predstavljati celo zakonsko določbo, kako je urejeno, da bi dobilo smisel, kaj želimo pravzaprav doseči s predlagano spremembo. Potem še vedno smo pri pristojnostih zastopnika. V 3. odstavku predlagamo natančnejšo opredelitev načina promoviranja pacientovih pravic. V 6. odstavku predlagamo, da se v 1. stavku za besedo delo vneseta tudi besedi in podatkov. Naprej, 51. člen delovanje zastopnika. In sicer predlagamo, da se v 5. odstavku 51. člena doda možnost, da zastopnik lahko tretjino minimalnega časa, ki ga ima določenega za delo s pacienti, opravi tudi izven pisarne, ki jo ima na sedežu območja, kjer deluje, in sicer to utemeljujemo s tem, da smo zastopniki imenovani na nekaterih območjih tudi za zelo široka območja in da pisarna potem zastopnika je lahko od posameznih pacientov oddaljena tudi preko 100 kilometrov. Župani občin ponujajo brezplačno uporabo pisarno z opremo, da bi se lahko storitve zastopnika približale pacientom. Torej, predlagamo možnost, da bi se na območju, torej za katerega je imenovan zastopnik, lahko do tretjine ur opravil tudi v eni drugi pisarni izven, kjer ima na njegovem območju še vedno, ne. 57. člen, oziroma to bom spustila, dala pisno, 58. člen obvezne objave o pristojni osebi, načinu vložitve pritožbe in najbližjem zastopniku. V praksi opažamo, da imajo izvajalci zelo neenotno objavljene objave o tem, kdo pri njemu obravnava pacientove pritožbe, kakšen je način podaje pritožb ter podatke o zastopniku pacientovih pravic. Določen del, ali pa da ne rečem večina, jih tega niti nima, ampak predlagamo, da se ta določba dopolni tako, da minister predpiše obrazec obvezni vsebini te objave. Potem še 62. člen, ustna obravnava in dogovor o načinu rešitve spora. V tem členu je določeno, kaj je lahko predmet, kaj je lahko dogovor o rešitvi pritožbe pacienta. Zakon sedaj ne zapira možnosti, kaj je lahko dogovor o rešitvi spora, vendar bi vseeno predlagali, da se še neke možnosti dopiše, in sicer predlagamo, da se v drugi alineji 4. odstavka, kjer je določeno kot možen dogovor povračilo nepotrebnih stroškov ali druge škode v vrednosti do 300 evrov, vrednost briše iz te določbe, tako da bi ostala brez omejitve vrednosti. Predlagamo pa še dopolnitev s 4 novimi možnostmi dogovora, in sicer dogovor o plačilu odškodnine, dogovor o strinjanju, da se je v postopku prišlo do neustreznih terapevtskih postopkov, dogovor o tem, da se je v primeru domnevno neustrezno izvedene zdravniške storitve, da se lahko te pritožbe rešijo tudi v postopku mediacije, že na prvi stopnji, namreč mediacija je zdaj predvidena v postopku druge obravnave. In pa tudi še dogovor, kot naslednjo možnost, dogovor, da se domnevno nekakovostno in neprimerno zdravstveno oskrbo lahko tudi preda v mnenje izvedencu in da dogovor vsebuje tudi izvor izvedenca. Pomembno je pa pri tej določbi bilo tudi, da bi se opredelilo, kdo je plačnik
tega, kar smo že opozarjali oziroma vas seznanjali, mislim ministrstvo, in sicer kot varianto predlagamo, da plačata vsak pol, ker če plača eden, potem je lahko tudi pristransko mnenje, se opravičujem za svojo oceno, ampak tako je, ali pa da bi plačala vsak polovico, ali pa da se to krije iz proračuna, kar je logično, ker je zakon, in če je zakon sprejet, ima tudi finančne posledice. In še zelo na hitro, kar se tiče stroškov postopka pred komisijo, predlagamo dopolnitev zakonske določbe s sledečim, da pacient ne nosi, da se to izrecno zapiše, ne nosi nobenih stroškov tega postopka, da ima pravico do povračila potnih stroškov na kraj druge obravnave za varstvo pacientovih pravic, da se v zakon izrecno zapiše določbo, da vkolikor pacient postopku ne uspe, se stroški krijejo iz proračuna, se to izhaja, vendar moram povedati, da so v praksi problemi. In pa še z določbo glede odločitev o stroških postopka je potrebno pacientu omogočiti možnost pritožbe, zdaj je nima. Vse to, kot sem rekla, izvira iz prakse, bi pa še en nov 68. člen predlagali, in sicer v postopkovnih določbah glede druge obravnave pacientove pritožbe zdaj ni izrecno določeno, čeprav zastopniki razumemo, da bi to bilo smiselno moč povzeti iz zakonskih določb, ampak ni izrecno določeno, da kolikor pacienta v postopku druge obravnave zastopa zastopnik, a v tem postopku zastopa v njegovem imenu. Praksa prinaša na drugi komisiji težave glede tega. Zato predlagamo, da se za 68. členom doda novo besedilo oziroma nov člen, kjer bi bilo napisano takole. V primeru, da je, se pravi, 68. člen zastopanje pacienta. V primeru, da je pacient za postopek druge obravnave kršitve pacientovih pravic pred komisijo za varstvo pacientovih pravic pooblastil zastopnika, ga ta v postopku poravnave, mediacije in senatne obravnave ves čas zastopa v njegovem imenu in tudi v njegovi prisotnosti, razen takrat, ko se prisotni pacient tudi sam želi vključiti v obravnavo. Vse to je večini jasno, v praksi ne teče tako. Iz lastnih izkušenj tudi sama potrdim. 82. člen, evidence in poročanje komisije. Predlagamo, da ne berem, kaj določa ta člen, ampak komu in kaj komisija poroča. Predlagamo samo še en stavek, da komisija s poročilom letnim seznani tudi zastopnike pacientovih pravic. To so predlogi dopolnitev zastopnic in zastopnikov pacientovih pravic, ki v praksi, kot sem že rekla, neposredno spremljamo izvajanje večine zakonskih določb in pri delu določb tudi neposredno sodelujemo v njihovem izvrševanju. Težko je v ustvarjanju prava predvideti vse družbene situacije in jih postaviti v okvir družbenih možnosti, materialnih možnosti. Gotovo pa je prav izvajanje zakonskih določb v družbi glavni dejavnik, ki da podatke o tem, kaj je potrebno v predpisu dopolniti in spremeniti. Zastopniki smo gotovo lahko pravnim strokovnjakom, ki ustvarjajo pravo pomoč, tudi s spremljanjem izvrševanja zakonov v praksi, zato vam torej sporočamo te svoje predloge. Zakon o pacientovih pravicah je bil sprejet za zaščito najšibkejšega člena v našem zdravstvenem sistemu. Na podlagi naši predlogi dopolnitev in sprememb zakona so pripravljeni v osnovnem vodilu, da bi zakon tudi v prihodnje nudil pacientom njegove pravice na visoki kakovostni ravni in da bi se v ta namen dopolnile in spremenile tiste določbe, ki jih predlagamo. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod Toš Krušec, za to predstavitev. Imamo že dve prijavi k razpravi, in sicer prva je gospa Breda Kutin iz Zveze potrošnikov Slovenije. Izvolite. Dan, se zahvaljujem za povabilo. Jaz bom poskušala predstaviti čisto na kratko, namreč Zveza potrošnikov Slovenije
se s problematiko pravic pacientov ukvarja zdaj že skoraj 20 let. Mi smo bili iniciatorji tega zakona, ki je pol nažalost šel malo v drugo smer in jaz bom, tako bom rekla, ponovila pripombe, ki jih na nek način kot mantra ponavljamo že kar nekaj časa, pa nažalost še niso prišle do takšne obravnave, pa ne samo Zveza potrošnikov, tudi številne druge organizacije bolnikov. In sicer predvsem, zdaj kot Zveza potrošnikov seveda se ukvarjamo s številnimi drugimi problemi, ampak več kot desetletje pa se ukvarjamo tudi s svetovanjem pacientov na območju mesta Ljubljane. Čeprav moram po pravici povedati, tudi skozi to dejavnost se marsikdaj dotikamo zdravstvenega sistema in njegovega izvajanja, ne samo na območju mesta Ljubljana, ampak širše. Tukaj smo slišali zdaj zelo obširno predstavitev problematike izvajanja instituta zastopnika pacientovih pravic in mi ves čas poudarjamo, da bi ga bilo potrebno zastaviti nekoliko drugače, kot ga zastavlja ta zakon. In se strinjamo z mnenjem, ki je bilo danes že izraženo, da sedanja ureditev ne omogoča učinkovitega izvajanja vseh nalog, ki jih imajo zastopniki, pacienti pa od njih upravičeno pričakujejo, da jih bodo informirali, da jim bodo svetovali, da jih bodo zastopali v postopkih, da bodo posredovali pri izvajalcih zdravstvenih storitev in da bodo še promotor pravic pacientov. Mislimo, da bi bilo potrebno zastopnikov pacientovih pravic zagotoviti večjo samostojnost pri njihovih nalogah in da bi bilo potrebno zagotoviti tudi več časa, da bi se osredotočali na posredovanje pri izvajalcih zdravstvenih storitev ter na zastopanje v pritožnih postopkih. Eden od ključnih problemov, ki ga seveda ta zakon ne naslavlja, je, da v končni fazi za pacienta oziroma uporabnika zdravstvenih storitev ni pomembno, skozi kateri del zakonodaje mu je pravica kršena ali pa nima pravice do zdravstvenega varstva. Tudi ne loči tega in zato mislimo, da je ta koncept, bom ponovila, zato na tem mestu, ne vem kolikokrat že, več kot 3-krat, v resnici mislim v vsem tem obdobju več kot 10-krat, ampak nažalost, tako bom rekla, se nismo sploh začeli pogovarjati, kako bi pa te zadeve konceptualno postavili, da bi imeli boljši pregled, kaj se zares dogaja in kako prideti do sistemske rešitve. In mi mislimo, da bi morali imeti, to se pravi, da bi zastopniki v svojo dejavnost morali imeli vključiti tudi zdravstveno zavarovanje in to se pravi, da bi se pa osredotočali na posredovanje pri izvajalcih zdravstvenih storitev in zastopanje v pritožbenih postopkih in da bi bila to njihova ključna naloga, da se jih dodatno tudi potem usposablja in šola in da se jim zares da. Tako kot zdaj mislim, da je nekaj na pol, je seveda bistveno boljš kot nič, ampak je daleč od tistega, kar bi pa mi rabili. Ponovno bi predlagala nekaj, o čemer se tudi nismo nikoli zares pogovarjali, kako bi pa dodatno vzpostavili, mi smo temu rekli, informativno točko, informiranje, svetovanje in promocija pravic pacientov, ki bi morale biti zaupane nevladnim organizacijam, ki bi izkazale ustrezno stopnjo usposobljenosti in reference na področju svetovanja in informiranja pacientov. Ker na ta način ne bi odprli samo še dodatnega, ne vem, cele vrste problemov, ampak bi jih začeli te probleme tudi razreševati. Ker zastopniki so potem dostikrat preobremenjeni tudi s tem, da samo pojasnjujejo določene zadeve. Če bi pa na ta način stvari razdelili, bi pa lahko veliko število problemov razrešili že samo samim nasvetom, pa kako pravzaprav se problema lotiti. Na tak način bi potem dobil pacient oziroma uporabnik zdravstvenih storitev neodvisne informacije na enem mestu, ker danes, veste, če se obrneš na zdravstveno zavarovalnico,
kako bo interpretirala pravice z njihovega zornega kota, ne pa z vidika sistema, ki naj bi posamezniku zagotavljal določene pravice. In to je še posebej pomembno v takšnih časih, ko smo danes, ko bomo že dalj časa govorimo, morali ugrizniti v kakšno kislo jabolko, da pridemo končno do tega, katere pravice so zagotovljene, na kakšen način in kako se izvajajo. In če pa zdaj, mislim tudi tisto, no, to je zdaj tako bom rekla, zanimiva zadeva, drugo mnenje, tako kot je postavljeno, jaz se če samo plačniško, zakaj bi pa šel v tisto organizacijo, kjer so ti že tako rekli ne. Se to ni bistvo drugega mnenja. Bistvo drugega mnenja je, da nekdo z distance pogleda, kaj je, a je bilo prav ali narobe. Ne pa, da bo ista inštitucija, ki je že tako rekla, da nimaš prav, sam potrdila, da nimaš prav. Tako da, no, ampak v detajle jaz danes ne bi šla, sodelavka, ki se s tem konkretno ukvarja, pač ni imela možnosti priti na tole obravnavo, bomo pogledali, če so še posamezne pripombe na posamezne člene, ampak mislim, da je to eden od ključnih problemov celotnega zakona, v ta problem pa nekako kot družba še zmeraj nismo pripravljeni ugrizniti. Kako pravzaprav prideti dejansko do tega, da bomo, ker ne nazadnje se imamo tle kar nekaj organizacij, se ne govorim tle samo o Zvezi potrošnikov, tudi druge organizacije, ki so zelo aktivne na področju pravic pacientov, pa bi lahko v nekem segmentu dobile to vlogo, da se mogoče zdaj kot svoja dejavnost nekaj od tega že upravljajo, ampak na sistematičen način, kje je dostopnost, na kakšen način, povezavi, ne da se pa ločevati zdravstvene dejavnosti od zdravstvenega zavarovanja. V resnici ne, ker so te stvari preveč prepletene. In mislim, dokler tega ne bomo postavili na tak način, toliko časa bomo sicer nekaj imeli, ampak ne na tak način, da bi zares koristil ljudem in tudi ne nazadnje kot povratna zanka sistemu, ker vsak sistem potrebuje povratno zanko. Od tega, kako je organizacija speljana, do tega, kako sistem deluje, pa v katerih točkah imajo ljudje dostop, pa kaj ne. In ne nazadnje govori se zelo veliko o spremembah sistemov, organizacije za pravic pacientov smo pa še vedno potisnjene zelo v obrobje. Tudi zato danes ni kakšne posebne udeležbe, ker ljudje ne čutijo, da imajo možnost resničnega vplivanja. Toliko bi jaz to danes rekla, pa pisno bomo poslali tole še enkrat, se pa zavedamo tega, da je za to potrebna politična volja, da strokovni ljudje lahko pripravite tako ali pa drugače. In tukaj imamo tisti kabel 22, ne, ki imamo na deklarativni ravni zelo močno politično voljo, edin, ko je pa treba kaj narediti, imajo pa vsi fige v žepu. Tako da, še enkrat bomo poslali, tako da te pripombe, da bi vi dobili določene dodatna pooblastila, mislim, to bi pravzaprav zelo pomemben element tega sistema. Pa da se potem razdeli, kaj kdo dela za to, da tisto, kar upravljaš, pa lahko upravljaš strokovno usposobljen, da so šolanja še zraven, da se vidi, katere podlage in da potem imamo celoten mehanizem narejen v korist pacientov. Toliko bi jaz imela zapovedati. Hvala. Govornici vabim gospoda Toneta Dolčiča, namestnika varuhinje človekovih pravic. Hvala lepa za besedo. Jaz sem tisti namestnik iz 55. člena zakona, ki je nekako pri varuhu odgovoren tudi za področje zdravstvenega varstva. Mi smo seveda predlog zakona temeljito pregledali in do petka bomo tudi poslali pripombe ministrstvu. Veseli nas, da ste se tudi zastopniki zelo aktivno vključili v razpravo o tem predpisu in pravzaprav odprli nekatera vprašanja, ki smo jih tudi mi oziroma imamo že pripravljene te pripombe. Prvo vprašanje, ki je pravzaprav bolj načelne narave in seveda zato tudi širšega pomena, je to, ali je takšna sprememba oziroma dopolnitev zakona smiselna zgolj kot novela ali ne bi bilo treba razmišljati o
celotnem novem zakonu. Ne rečem, da so ostali členi, ki tukaj niso napadeni, kot ste uporabili izraz, da so dobri ali pa da so slabi, ampak vendarle opozorjenje je bilo še na nekaj določb, ki bi terjale premislek in ki bi verjetno terjale tudi določene spremembe. Dejstvo je, da če pogledamo obstoječi zakon in te spremembe in dopolnitve, da bo to precej nepregleden predpis. Ne glede na to tudi, če boste na ministrstvu se potrudili pa naredili prečiščeno besedilo, to bo še zmeraj nepregleden predpis. Mi imamo izkušnje z nepreglednimi predpisi, ki jih potem pravniki tolmačimo na 5 različnih načinov, če smo samo 3, zdravniki pa niti nočejo brati takšnih predpisov. Da ne govorim potem o pacientih, ki so vendarle uporabniki in bi morali imeti jasne informacije, nedvomne informacije, katere pravice jim gredo, po kakšnem postopku jim gredo. Zato bomo to nekako položili na dušo ministrstvu, naj vendarle premisli, tudi če so druge določbe dobre, tudi če bodo odprte in če so dobre in če že dobro v praksi funkcionirajo, pač jih ne bomo spreminjali in bo še zlahka skozi javno razpravo. Mislimo namreč, da je dokument toliko pomemben za paciente, da vendarle je treba tukaj narediti še kakšen dodaten napor. Predlog, da bi zastopniki se ukvarjali tudi in svetovali tudi v zvezi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, smo vključili tudi v lansko letno poročilo, ministrstvo ga zavrača in tudi tukaj sedaj nekako smo še zmeraj na tem. Zdi se nam, da so predlogi in pomisleki zastopnikov upravičeni, da vendarle oni ne morejo reči nekomu, ki pride k njim po nasvet oziroma v zvezi s domnevno kršitvijo in reči, oprostite, tole je sicer po zakonu o pacientovih pravicah, to vam lahko povem, tisto ta drugo pa je po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, tega vam pa nisem dolžen povedati, ker za to nisem pristojen. Čeprav mogoče vem celo. Pacienta to popolnoma nič ne zanima. Njega zanima njegov problem in rešitev za njegov problem. Torej, hoče vedeti pot, kje bo to uresničil, kako bo uresničil in kaj ga na tej poti čaka. In vsaj kakor mi vidimo iz poročil zastopnikov, ki jih bomo tudi, upam, prejeli do konca tega tedna, kakršen je zakonski rok, se zastopniki tudi precej ukvarjate s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Bi se upal reči, da je kar visok procent, vsaj iz poročil izhaja, da vendarle ni mogoče teh dveh področij tako ločiti. Še eno načelno pripombo bi povedal uvodoma in sicer zdi se mi, da zakon nekako, oziroma ta novela, da je spregledala prihajajočo direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu. V zvezi z njo se nam zastavlja kar nekaj vprašanj, zlasti v zvezi s pravicami tujcev, ki bodo prihajali k nam in z njihovimi pravicami do komunikacije. Kako bojo komunicirali, v kakšnem jeziku, na kakšen način. Mi imamo sedaj določen v zakonu, slovenščina oziroma italijanščina, madžarščina, tam, kjer je to določeno, sicer je slovenščina jezik in celo Ministrstvo za kulturo oziroma Inšpektorat za kulturo nadzira to določbo. Kako bo tujec komuniciral, kako bo tujec dal svoje soglasje k zdravstvenim posegom, ali bo to prevedeno, ali bo zaupal slovenskemu, ne vem, jaz samo sprašujem. Mi smo pred časom, nekdaj bilo to lani novembra, je bil posvet na Bledu o tej direktivi in tam smo odprli kar nekaj vprašanj, na katere pravzaprav nismo dobili odgovorov. Se pa bojo ta vprašanja pojavila takoj takrat, ko bo konvencija začela, ko bo uveljavljena. In takrat ne bomo mogli reči, oprostite, zakoni so samo za naše. Ni več naših, zakoni so za vse evropske državljane. Tako da opozarjam na to, da bi bilo morda v zakonu vsaj nek slovensko besedo rečeno link narediti na
nekaj, kaj se bo zgodilo s temi vprašanji. Kaj me vodi tudi v oceno, da bi zakon pravzaprav morali celoten spremeniti, so tudi pristojnosti pokrajin, ki jih določa zakon. Teh pokrajin ni, to vsi vemo, pokrajin, ne upam reči, da jih tudi ne bo, ampak vendarle mislim, da jih še nekaj časa ne bo in dajmo se tega znebiti. Povejmo, da pač ministrstvo je tisto, ki je pristojno za to, dokler seveda se ne bo državna ureditev spremenila, potem bo pa pač nekdo drug. Tukaj pa operiramo, kaj je na pokrajinskem nivoju, pokrajine ni. Zdi se mi tako nekako malo smešno govoriti o organizaciji in to samo na tem področju. Seveda, to je bila pač politična ocena takrat, morda so celo mislili, da bomo res prišli do pokrajine, ampak vendarle, to bi sedaj se mi zdi nekako, čeprav je napisano za budućnost, je pravzaprav relikt nečesa, tako malo paradoksalno. Danes je bilo že omenjen posebni varovalni ukrepi, ki so nekako prišli tudi na naš predlog. Dejstvo je, da v praksi se uporabljajo tudi izven zaprtih psihiatričnih oddelkov in ugotovili smo, da dejansko v praksi se ne ve, kako jih izvajati, kdo jih sme odrediti in tako naprej. In zato seveda pozdravljamo, da je to prišlo v zakon. Zdi se nam sicer, da bi bilo treba še delno zadeve popraviti oziroma razbliniti dvome. Jaz moram reči, da nisem čist prepričan, ali je lečeči zdravnik je enako dežurni zdravnik. A je? Je. Potem pa je nepotrebno pisati o dežurnem zdravniku, pa napišimo lečeči zdravnik odloči, pa amen. Namreč ena edikcija potem zavede, no, saj jaz imam to napisan in imam to tudi ministrstvo poslal. Namreč seveda, dežurni mora biti lečeči, ker ta potem tudi obvešča, sicer tisti roki ne bojo mogli držati, 24 ur, čez vikend že ne. Tako da, ok, če je to razjasneno, me nekako prepriča. Tudi med razlogi za posebne ukrepe se mi zdi, da niso čisto natančno, ampak to bomo mi z ministrstvom nekako poskušali uskladiti. Pravica do drugega mnenja je bila danes že precej problematizirana in omenjena in dejstvo je, da pravica do drugega mnenja, tam, kjer je v členu zapisana, je zapisana tako, kot da je to pravica zdravnika, ne pa pravica pacienta. On govori, kdo jo da, kdo jo ne da. Če je pravica, pa mora izpasti, oziroma se vedeti, da je to pravica nekoga, da to zahteva. Če pa je ta posameznik dolžan to pravico plačati v celoti, potem pa ni nobene potrebe, da je to urejeno v zakonu. Zakaj mu pol omejevati, da moraš dati na strokovnega direktorja? Pogreš kamor češ, pa rečeš, prosim za drugo mnenje, izvolite, tokle stane, hvala lepa in ga dobiš in potem z njim urejaš, kar si pač se namenil urejati. Bojim se pa, da zdaj, tako kot je zdaj zapisan, pa pomeni pravzaprav možnost tržne dejavnosti zdravstvenih zavodov, da bojo ta druga mnenja zaračunavali en drugmu, oziroma ne en drugmu, vsi pacientu, ne. On pa spet ne bo vedel, kaj s tem početi. Tako da naš predlog bi bil, da seveda gre, ker je to del zdravljenja, vendarle tudi pridobitev drugega mnenja, da gre to v obvezno zdravstveno zavarovanje in da ta dilema, ki je nekako bila že razrešena med zavarovalnico, ministrstvom, zbornico, da se ne odpira še enkrat, ker vemo pa za stališče njihovo, da to ni strošek, njihov, ampak čigav pa je. Ne more biti od pacienta, saj to ni njegova kaprica. Če je njegova pravica, mora biti zagotovljena. Tako da v tem smislu se mi zdi, da bi bilo treba zakon popraviti. In tudi tista določba, ko pravi, da mora pol ta zdravnik, kateremu se narekovajih ne zaupa, da mora tisto dokumentacijo poslati pa, kako že pravi, opisati razloge. Zdravniku ni treba nič opisovati razlogov. Razloge je povedal pacient. On se ne strinja za to pa za to. Zdravnik mora povedati utemeljitev za svoje ukrepe, ki jih predlaga.
Ker če bo on opisoval razloge, ki mu jih je pacient povedal, je to filter, to je njegovo dojemanje razlogov. Tako da tukaj tudi v tem delu zakon ni natančno določil teh stvari. Hvala lepa. Hvala, gospod Dolčič. Govornici vabim gospoda Viktorja Pilingerja, zastopnika pacientovih pravic Maribor. Lepa hvala, bom čist kratek. Jožica je naše pripombe temeljito predstavila, se ji zahvaljujem še enkrat. Kot eden od zastopnikov v Sloveniji, nekaj čez 3 leta delujem v Mariboru, bi rad omenil 3 stvari, ki me žulijo. Prvič, imam občutek, da gre za lepotni popravek zakona, ki nam zastopnikom nič kaj dosti ne koristi in se bojim, da so pri pripravi vsebine pretežno sodelovali zdravniki. Drugič, v celoti podpiram gospod Bredo Kutin, res ne moremo zaživeti v praksi zastopniki in res smo na nek način onemogočeni. Nimamo pristojnosti, prepuščeni smo sami sebi, na Ministrstvu za zdravje so rajši, če se tja ne obračamo. In tretjič, lepo prosim, dajmo dopolniti člen, ki določa oblike dogovora pri sami obravnavi. Namreč danes nimamo druga kot opravičilo, drugo mnenje, ki je v praksi neizvedljivo, stroške do 300 evrov, ki je tudi v praksi neizvedljivo, pa nadzor zdravniške zbornice, kar v praksi pomeni, da zdravnik pri zdravniku ugotovi, da je vse v redu. Predlagamo, torej, da se v takrat, ko je samo zdravljenje neustrezno oziroma dvomljivo, ko torej gre za neke vrste zaplet ali zdravniško napako, vključi izvedenec ustrezne medicinske stroke. Predlagamo, da se tudi kot možnost vključi odškodnina. V mojem primeru je predstojnik takoj ponudil odškodnino, ko je prebral mojo pritožbo po pripovedovanju pacientke. Torej, to v praksi je izvedljivo. In mediacija, kolikor vem, nas je v Sloveniji nekaj čez 100 usposobljenih mediatorjev v zdravstvu in mediacijska pisarna kljub obljubam ne zaživi niti v UKC Ljubljana, niti v UKC Maribor. Problemov je pa dosti. Sam sem imel v Mariboru povprečno število pacientov, ki so iskali pomoč mesečno 45, v januarju že 64 in v februarju že 85. Ne zmorem več dela, ker sem sam, morala bi biti 2, vlada pa v 2 razpisih ne imenuje drugega zastopnika in kaj se dogaja, ne vem, pomagati mi pa nihče ne more, ker pač nima pristojnosti. Nekdo bo res moral razmisliti o nas zastopnikih, sicer bomo v teh parih urah delali polovico zastojn in pregoreli. Hvala. Samo dodatno pojasnilo. Mi smo zakon o pacientovih pravicah videli kot izvensodno razreševanje sporov na področju zdravstva. In mediacija, tako bom rekla, lahko morda v zelo majhnem segmentu te zadeve, ker tle ne gre za sosedski primer, a veste, ko en predstavi svoje stališče, pa drugega, pa jih je treba pomiriti. Tle gre v bistvu za razreševanje sporov, za ugotavljanje, kje je prišlo kaj narobe in če je prišlo, kako pravzaprav določati odškodnino, to se pravi, da to, kar smo mi predlagali, pa kar Slovenija, tako bom rekla, noče vzpostaviti izven sodnega razreševanja, mislim, mi temu pravimo potrošniških sporov, ok, tle govorimo o pacientih, zato, ker tam bi potem moral senat razsojati, to se pravi, da bi bil, ne vem, sodnik, predstavnik zdravnikov, pa predstavnik pacientov, ki bi ugotavljali, kaj je šlo narobe z vidika obravnavanja pacienta ali pa z vidika izvajanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja. In potem bi moral razsoditi, ker mediacija pa poskuša pomiriti nekaj, a veste. Zato mediacija tudi tukaj, jaz ne bom zdaj na pamet rekla, ampak v veliki večini primerov
če ne gre glih samo za pričkanje, ni ta prav pristop. In tu nas čaka Slovenija še en zelo velik zalogaj, zdaj prihaja tudi zakonodaja kot direktiva strani EU-ja in sam ta medklic sem hotela, da se ne bi vračali, pa da ne bom predolga. To je še eno od velikih problemov. Kaj hočemo razračevati, kako pa na kakšen način? Hvala, gospa Kutin. Sem bil 100%, da se bo gospa Maja Zdolšek oglasila, tako da izvoli. Spoštovani, dober dan tudi v mojem imenu. Prihajam iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, natančneje iz mediacijske napotitvene službe, torej še moja replika. Veliko je bilo govora o konfliktih, ki nastajajo v okviru obravnave med izvajalci in pacienti. In kar 3-krat je bila omenjena mediacija. Jaz mislim, da je to zelo spodbudno. Ne smemo pozabiti, da je Slovenija država, ki je na področju mediacije že kar lep vzor tudi drugim državam članicam Evropske unije in da imamo zelo moderno zakonodajo za področje mediacije. Žal moram reči, da na področju zdravstva ni tako. Čeprav je število konfliktov v nevzdržnem vzponu, vaši podatki tako kažejo, podatki zadnjega poročila ministrstva, da se je v lanskem letu na zastopnike pacientovih pravic obrnilo preko 8150 pacientov, kar je 50% več kot leto prej. Tudi jaz, ki nekako tedensko mediram v teh primerih, ki v našo mediacijsko napotitveno službo prihajajo, opažam tudi predvsem neko nezadovoljstvo z klasičnimi pritožbenimi potmi, da so mičkeno toge, da trajajo dolgo, pa da so mogoče za pacienta, ki je v bolezni že itak ranljiv, kaj šele, ko se znajde v konfliktu, neprijazne. Jaz bi rekla in povedala, da umestitev mediacije že v zakon iz 2008 je zelo spodbudna. Mediacija je ena taka ljudska metoda, mediatorji v teh konfliktih ljudem pridemo zelo blizu in je nekako dosti bolj kreativne rešitve tudi prinaša. Ne bi se strinjala z gospo iz Zveze potrošnikov, da v sporih, da v določenem delu sporov ni primerna. Nekako večina sporov, ki do mene prihaja, sporazumi mediacijski ne zajemajo samo denarnih povračil in odškodnine, ampak v večini primerov gre za slab odnos med izvajalci in pacienti. In mediacijski sporazumi ne zajemajo samo denarnih povračil, ampak vse tisto, kar nam danes ljudem zelo manjka. Iskreno obžalovanje tragičnega dogodka. To še ne pomeni kriv sem, ampak ko izvajalec reče, žal mi je, da se je to zgodilo, pacientom to veliko pomeni. Taki sporazumi tudi vključujejo poleg vsega tega lahko tudi opravičilo, drugo mnenje in tako dalje. Resnično kreativne rešitve prinaša mediacija. Je pa v sedanjem zakonu, in tukaj pa apel na ministrstvo, mogoče urejena malo, ne bom rekla napačno, ampak lahko bi bila urejena še bolje. Danes je v zakonu predvidena v drugi fazi. Mediacija je predvidena takrat, ko konflikt eskalira pred komisijo. Najprej se rešuje, pritožbeni postopek izgleda tako, da se rešuje pred izvajalcem samim, potem, če tukaj ne gre, pred komisijo ministrstva. Ponujena je prepozno, takrat, ko se je spor že razrasel. Tudi zadnji vaši podatki kažejo na to, da je komisija vse od takrat, ko je zakon v veljavi, ni ponudila niti v enem samem primeru. Mi se sprašujemo, zakaj je tako in nam je žal, ker imamo listo mediatorjev v zdravstvu, imamo pravilnik o mediaciji v zdravstvu, ampak to vse so mrtve črke na papirju. Drži pa dejstvo, kot je omenil gospod Pilinger, da je trenutno izobraženih mediatorjev že kar preko 100, so tudi približno regijsko enakomerno razpršeni znotraj zavodov, obstaja celo vaša lista in mislim, da je pa to res eno tako področje, kjer bi lahko združili moči.
Toliko iz moje strani, iz mojega delovnega področja, seveda pa nastopam tudi v imenu naših izvajalcev. Predloge, ki se tičejo naše pravne službe, vam bomo posredovali. Bi pa se dotaknila samo nekaj takih, ki mogoče najbolj odzvanjajo, pa so tudi že bili na večjih mestih omenjeni, pa se ne bi ponavljala. Tako naši izvajalci so nekako nam pisali, da veliko nekih nepojasnenih reči, pojmov, glede novih opredelitev posameznih izrazov v 2. členu predloga tega zakona. Mene kot pravnico je zanimalo, velikokrat sem prebrala termin delovni dnevi, pa me zanima, kaj so to delovni dnevi, mogoče bi rabili bolj natančno pojasnilo. So to dnevi, ko ima izvajalec zdravstvenih storitev ordinacijski čas. Ogromno je tukaj enih dodatnih administrativnih in finančnih zadolžitev za zavode na večjih mestih. Zavedamo se, kaj nam cross-border direktiva prinaša na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti in da bo jo treba implementirati, ampak vendarle opozarjamo, da v tem členu, 4. členu predloga, je uvedenih vrsto dodatnih zadolžitev, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva in dodatne zaposlitve. Predlog grobo posega v način organiziranosti in finančno vzdržnost zavodov in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Kar se tiče sprememb, ki se nanašajo na pravice do zagotavljanja verske oskrbe, jo iz stacionarne oskrbe širite na vse izvajalce zdravstvenih storitev in imamo močne pomisleke v načinu zagotavljanja te oskrbe na primarnem nivoju, pacientom in njihovim ožjim družinskim članom. Naše mnenje je, da je treba versko-duhovno oskrbo zagotavljati le v tistih zavodih, kjer gre za stacionarno oskrbo. Toliko na kratko. Hvala lepa. Ja, hvala, gospod Zdolšek. Še kdo, če ne bi pa gospod Simšičevo, Biserka, boste zmedijirali. Biserka, vabim vas, morda kakšen komentar. Jaz se vsekako na tem mestu zahvaljujem na pripombe, predloge, več ali manj ste, tako kot ste že sami ugotovili, to ni nič novega, je že to posredovano. Več ali manj ste ugotovili tudi sami, kaj je možno in kaj ne in kje so vzroki. Ne glede na to, pa mogoče samo tako na splošno povem nekaj odgovorov, potem bom seveda pa prosila tudi mojo kolegico Vesno Kovač, da vam bo lahko podrobneje odgovorila. Dejstvo je, kot je gotovo že gospod Dolčič, novela zakona lahko vsebuje samo 30% spremembe obstoječega zakona. In tako, da smo bili tudi že tukaj zelo omejeni, kaj so tiste prioritetne pripombe ali pa predlogi ali pa rešitve, ki smo jih mi v tem času implementacije tako zakona kot podzakonskih aktov, ki se nanašajo na ta zakon, pravzaprav je smiselno sedaj umestiti v to novelo. Na nek način se z nekaterimi predlogi strinjamo, strinjamo se tudi s tem, da nikoli rešitve niso take, da bi zadovoljile vse. Ne glede na to, je to zakon o pacientovih pravicah in mora biti usmerjenost nas vseh in trudimo se tudi na ministrstvu usmerjena v rešitve, ki bojo dobre za paciente oziroma za nas vse državljane. V tem duhu smo se tudi pripravili k noveli tega zakona. Lahko rečem, da nekaj takih splošnih pripomb, ki so enake, pravzaprav bi povzela v tem, kar se tiče terminologije in pa pojmov. Mogoče, da tukaj pojasnimo to, da želimo tudi na področju zdravstva poenotiti terminologijo. In sicer, da se ne bojo interpretacije enakih pojmov ponavljale v večjih zakonih. Tako bojo na primer določeni pojmi povzeti samo v enem zakonu, ki se bo potem pravzaprav, ki je v bistvu temelj
tega zakona in se bo potem v naslednjem zakonu navezoval, se pravi razlaga nekega pojma o zakonu o pacientovih pravicah, če se bo ponovil v zakonu o zdravstveni dejavnosti, se bo navezovala na to razlago in obratno. Toliko na kratko me bo Vesna pač popravila, da bo še bolj natančneje to povedala. Nekaj, kar ste omenili, definicije pojmov, škodljivi dogodek, to je pač področje, ki ga pokrivam jaz, lahko pojasnim, da so pojmi povzeti iz mednarodne klasifikacije, ki jo je pač izdal WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, in ti pojmi oziroma razlaga teh pojmih je poenotena in je napisana tako, da je enako razumljena zdaj v vseh državah. Tako da tukaj niso naše same definicije. Potem, kar se tiče mogoče pooblastil zastopnika pacientovih pravic, mi se tukaj zavedamo in se srečujemo tudi vse skozi 3 leta, skozi vsa poročila, da so na nek način to pravice oziroma da so pričakovanja pacientov, ko pridejo k zastopniku pacientovih pravic, pravzaprav velika in da želijo, da bi jih oni rešili vse te njihove probleme, vendar v zakonu je institut zastopnika na nek način zastavljen kot neprofesionalna funkcija in kot taka pač, kako ste sami ugotovili, vi ste želeli drugačno sploh temeljno postavitev. Zdaj je pač taka in kot taka lahko pokriva samo pravice iz zakona pacientovih pravic, ker ostalo pač pokriva tudi drugi zakon in so postopki drugače določeni. Dokler je institut tak, kot je, jaz težko vidim možnost, da bi se te pooblastila zastopnikov širila. Na nek način je potreba spremeniti potem vse, ker če širimo pooblastila, ki jih ima zastopnik, je potrebno potem tudi drugače diferencirati na nek način kompetence, ki bi jih zastopniki imeli. Verjetno za zastopanje pred sodiščem in tako naprej, ker sledi širitve teh pooblastil, mora biti vsaj to pravnik s pravosodnim izpitom, ne pa tako kot zdaj zakon pač različne profile predvideva, da lahko zastopniki so. Toliko teh mogoče nekih splošnih pripomb ali pa hitrih odgovorov, vsekakor jih bomo na ministrstvu z veseljem vse prebrali, preučili, po potrebi mogoče tudi sodelovali pri posameznih z posameznimi akterji, ampak tako da rajš vidim, da me mogoče spomnite ali pa Vesno za podrobnejša pojasnila, kar bi vam lahko na hitro povedali. Toliko z moje strani, mogoče še Vesna. Hvala, gospa Kovač, boste vi poskusili. Dobar dan. Lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, jaz sem si poskušala zapisati vse te vaše pripombe, pa mislim, da danes ne bo možno iti čez vse. Tako da bi mogoče, ne vem, čez najbolj pereče, da tako rečem. To glede definicij se mi zdi mogoče zdaj le preveč, da bi diskutirali na tem mestu, pa je prav, da v okviru javne razprave, ki še poteka, res pošljete pač pripombe. Mi tudi smo bili mnenja, da po prejetih vseh pripombah bi najverjetneje sklicali kakšen sestanek na to temo, da uskladimo, da mi vidimo tudi, kaj je za nas sprejemljivo, kaj v bistvu, kje lahko pridemo skupaj, a ne? Tako da na tem mestu se mi zdi, da se bomo še srečali, pa bomo še kaj rekli. Je pa sigurno dobrodošlo, da smo že zdaj videli, kje in kaj pač so vaše pomisleki in pripombe. Ne, in če gremo kar tle, kjer smo ustali pač glede pristojnosti pravic, jaz sama na ministrstvu sem tudi delala pač na pritožbah pacientov, tako da vem, da dejansko ogromen del pritožb je pripad strani pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. Moram reči, da mene sicer pri pisanju tega zakona takrat, prvega tega sedaj veljavnega ni bilo, sem pa slišala pač, da so bili razni predlogi tudi, da bi se pač to uredilo v okviru varuha človekovih pravic, najverjetneje tudi, da bi pač bila to profesionalna funkcija. Pa je pač prišlo takrat do te odločitve, a ne? Jaz mislim, da tako kot je sedaj zastavljeno, pač to ni možno.
Ali bi zastavili drugače, to se pravi, da bi funkcijo profesionalizirali, bi bilo seveda potem tudi možno naprej, a ne, da določimo posebne pogoje, ki jih mora zastopnik izpolnjevati. Sigurno mislim, da tukaj na mestu bi bilo, da pač določimo izobrazbo, da povemo, kaj in kdo je lahko, da lahko dejansko zastopnik potem zastopa tudi pacienta v vseh postopkih pred Zavodom za zdravstveno zavarovanje in eventualno naprej, mogoče tudi na sodišču, ne vem, stvar diskusije. Ne vem pa, če je to zdaj v tem momentu pač možno, izvedljivo, niti če bom rekla volja takšna. Jaz tukaj sem čist strokovni sodelavec, tako da ne morem zdaj tega čist komentirati, ampak smatram pa, da v okviru takšnega zastopstva, ki je zdaj postavljeno, kaj takšnega ne bo mogoče, zato tudi na v bistvu vsa letna poročila varuha in tudi vaše predloge vse skozi pač ugotavljamo to, ker menimo pa, da tukaj gre za pravice, ki imajo prekluzivne roke, ki imajo dejansko zelo velike posledice lahko za pacienta in da z trenutnimi pooblastili, ki jih imajo zastopniki in bom rekla tudi kompetencami, bi lahko naredili tudi škodo. To je mogoče to. Potem druga zadeva, drugo mnenje. Tukaj ne vem, ali je prišlo res do mogoče našega mačka narodnega zapisa, ker dejansko sploh ne morem videti, kje vi vidite te stvari, ki jih govorite, ker dejansko trenutno je pač drugo mnenje, to smo se vsi strinjali, neprimerno zastavljeno, a ne? Ni bilo jasno povedano, ali je pravica ali ni, nekako v okviru javne mreže je bilo, pa ni bilo plačljivo, pa tako. Mi smo se zdaj odločili za pristop pač pravice kot take, obče pravice, ki jo ima pač vsak pacient. Pravico ima pacient, ne zdravnik. In mi smo samo zapisali, da jo, evo da citiram, da na predlog pacienta to drugo mnenje poda zdravnik. Mogoče bi bila tukaj bolj smiselna na zahtevo pacienta, ampak tukaj se razume, samo pacient je tisti, ki to zahteva. In poda jo vedno samo zdravnik. Tako da tukaj ne vem, kje je bil zdravnik noter umešan, da je lahko na njegovo pobudo, a ne. Druga zadeva v okviru istega izvajalca, tudi to ne vem, kje to piše, dejansko mi smo želeli tako narediti, da pač je pravica zdaj izključno samoplačniška, pacient jo lahko uveljavi kjerkoli, to, da smo pa rekli, da se obrne na recimo strokovnega vodjo izvajalca, je bilo pa mišljeno, da pač včasih pacienti enostavno ne vedo, kdo so tisti zdravniki, ali je to ime priimek, a ne? In se v tem primeru bi želeli obrniti na izvajalca in bi jih on povedal in seznanil, tukaj imam nabor teh zdravnikov, ki bi jih vam prišel upoštev, tukaj imamo te po strokovnosti, a ne? In potem bi se seveda pacient odločil, komu. Ker gre za pač dejansko zdaj v tem predlogu za čisto samoplačništvo, smo pač predvideli, da bi se tudi objavil cenik. Ta lahko, da bi pač izvajalec lahko med svojimi zaposlenimi določil ta nabor, smo dali predvsem zaradi tega, ker se nam zdi, ne vem, mogoče so izvajalci, ki bojo želeli pristopiti tudi na ta način, ne vidimo pa to, da bi jim pač mogla biti zaveza. Ampak to se mi zdi čisto diskutabilno, lahko eventualno bi dali tudi kot zavezo, da se pač to določi. Tako da to je v zvezi z drugim mnenjem. Mislim, da ne dodajamo nobenih pogojev, pod kakšnimi bi mogli pacienti pristopati v drugo mnenje, ampak da dajemo zgolj, bom rekla, usmeritve, da ne bo zdaj drugo mnenje trajalo predolgo, ker ponavadi gre tukaj v tem primeru za pacient je pač v dvomu glede prve diagnoze ali pa prvega načina zdravljenja in pač želi to hitro, zato smo dali ta rok 30 dni in to dejansko ni rok za pacienta, to je rok za zdravnika. Pač menimo, da je pač nujno, da se prenese tudi zdravstvena dokumentacija, ker načeloma se tudi drugo mnenje daje na podlagi zdravstvene dokumentacije, lahko se daje tudi seveda po ponovnem pregledu, to je pač zopet stvar med zdravnikom in pacientom. Tako da v tem momentu je pa tako, da smo se odločili, da drugo mnenje ne more biti pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tudi če bi bila urejena kot neko prehodno obdobje, preden se bi to uredilo v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Vendar smo mnenja, da je
v prvi fazi potrebno zagotoviti, da imajo pacienti pravico do, bom rekla, temu osnovnega zdravstvenega varstva, da lahko pridejo do zdravnika, do specialista, da pridejo nekam, kjer bojo dejansko bili deležni strokovnega pregleda in prejeli, bom rekla, diagnozo, zdravljenje in tako naprej. Šele v primeru, da jaz kot pacient sama, bom rekla, podvomim v odločitev ali da smatram, da bi želela slišati še mogoče res samo drugo mnenje ali pač se bo to potrdilo ali ne, prva recimo diagnoza ali pa prvi način zdravljenja, da je pa to čist moja osebna stvar, se pravi neka preverka, ki pa jo seveda lahko uveljavljam, vsekakor, ampak pač v tem primeru pa to ne more biti pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede posebnih varovalnih ukrepov, mislim, da bomo res mogoče mogli se še usesti, ne pa še kakšno doreči. Mi smo sicer mnenja, da smo povzeli tele razloge, zakaj se lahko pač uveljavlja ta ukrep, zelo primerljivo z zakonom o duševnem zdravju, mogoče samo nismo bili dovolj, ne vem, precizni po vašem mnenju ali kakorkoli, tako da v tem smislu bi mogoče res to rešili osebno pa ali pa na kakšnem sestanku. Ne vem, glede informativne točke, ki je gospa Kutin predlagala za tele nevladne organizacije, zdaj res je, da imamo zelo veliko, bom rekla, subjektov, ki ponuja razne informacije, ali na področju obveznega zavarovanja smo to ministrstvo, pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, pa seveda še vse sorte nevladne organizacije, pa da je mogoče res majčkeno razdrobljeno. Zdaj mi predvidevamo v okviru prenosa te direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu seveda tudi pač neko, bom rekla temu, nacionalno kontaktno točko, vendar bo ta v tej fazi najverjetneje res bolj namenjena pravicam, ki se pač uveljavljajo preko te direktive. Tako da zaenkrat v združitvi ali pa v ustanovitvi nekega novega, neke nove identitete ali pač enostavno dati pooblastilo za to zakonsko in seveda tukaj so tudi vedno finančna sredstva nekomu, bom rekla, ali nevladni organizaciji ali pač komorkoli drugemu, v tem momentu res nismo razmišljali. Se pravi, nisem pa mogoče tudi čista prava oseba, da lahko sprejmem tako odločitev, tako da več kot to v tem momentu ne morem. Kaj bi še zdaj? Gospa Trost Krušec je dala zelo, bom rekla, natančne predloge nove ali pa, bom rekla, pripombe, ki mogoče v tej fazi, ne vem, če gremo čez vse česa, ne, bi pa samo rekla, da vaš predlog glede rešitve sporov, da bi se dodala tudi pač možnost odškodnine, ne, se mi pa zdi čist nesprejemljiva, no, ravno tudi z razlogov, bom rekla, povečanja pristojnosti zastopnikov, po drugi strani pa odškodnina mislim, da se more reševati tako, kot se zdaj trenutno in da pač v fazi pacientovih pravic in vašim zastopstvom v tem smislu nima kaj iskati in je tukaj ni mišljena kot odškodnina, ampak je dejansko mišljena kot neki stroški, ki jih lahko ima pacient s tem, ker je pač mogel iti, ne vem, bom rekla, 3-krat več zdravniku ali, ne vem, pač sploh priti pred izvajalca za to, da se je pritožil, ne. Tako da ne vem, če me še kdo spomne na kaj zelo posebnega, drugače pa jaz na tem mestu ne vem, kaj bi še lahko. Ja, hvala, gospa Kovač. Bomo verjetno vsi izkoristili vašo ponudbo, ne, da ste se po prejetih pripombah pripravljeni še z zainteresiranimi sestati, ne, to je kljub vsemu nek napredek v političnem urejanju teh zadev. Mislim pa, da gospa Biserka, vi ste želeli še nekaj? Ja. Mogoče sem še drobno dopolnitev glede na zadnjo pripombo združenja, ker je Vesna spustila pa jaz tudi prej, kar se tiče
dopolnitve izvajalcev. Vse to, kar je zdaj zapisano v 4. členu, katerega ste omenili, pravzaprav ni čisto popolnoma nič novega, zato se nekako ne morem strinjati. Že danes povemo, da je to dodatno administrativno breme za izvajalce ali finančne, manj pa finančno breme, ker vse zadeve, ki so opisane v 4. členu, pravzaprav so zapisane na tej ravni tudi, ker se prenašajo iz podzakonskih aktov, to je iz pravilnika in iz uredbe, in tako kot je ugotovil že gospod Dolčič, pokrivajo tudi zahteve direktive o kakovosti in varnosti in prav te vse določbe, ki so zapisane v tem členu, izvajalci že vrsto let, vsaj od 2006, že izvajajo, vendar niso bile to zapisane v zakonu, ampak v drugih oblikah in so tako že kar nekaj časa predmet poročanja poslovnem poročilu oziroma v strokovnem delu. Sedaj jih le zapisujemo na to zakonsko raven. Tudi s tem, da izpolnjujemo določbe direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu, kar se tiče področja kakovosti in varnosti pacientov. To bo pa Vesna, kar se tiče pritožbenih poti. Ja, France Prosnik, varuh bolnikovih pravic, klinični psiholog, drugače po izobrazbi, varuh bolnikovih pravic, torej inštitucija, ki je starejša in ki ima drugi izvor. Po tem današnjem pogovoru, jaz sem tukaj kot gost, se zahvaljujem, da sem bil povabljen, ampak nekaj pa mi je postalo jasno in bom vse ostali, kot sem to doživel, tudi povedal, da Ministrstvo za zdravje ni pravi okvir zastopnikov pacientovih pravic, da so ta kolizija interesov zelo izrazita in da se popolnoma omeji na to, da ne nastajajo novi stroški. Tako da mislim, da bo treba tudi o tej načelni razmisliti, ali to ne spada pod varuha človekovih pravic. Tako se vam zahvaljujem. Ja, hvala. S pritožbami, ja, izvolite, gospa Kovač. Bi prosila sam, če me mečkam bolj natančno vprašate, ker ne vem, kaj v zvezi s pritožbenimi potmi. Zanima me, zakaj takšen sistem pritožbenih poti in zakaj komisija ne ponuja mediacije? Sistem pritožbenih poti je bil zastavljen že pred letom 2008, ko se je ta zakon pisal. Mišljen je bil v tem smislu bolj neformalni postopek, najprej pred izvajalci, da se poskušajo, če res dejansko to ne gre, pa mečkam bolj formalno pred komisijo. Zakaj se mediacija ne ponudi? To se sprašujemo tudi mi. Komisija je dejansko samostojen organ. Oni niso v okviru nas, mi jim ponujamo samo, bom rekla, prostore in administrativno pomoč. Tako da težko vam odgovorim, to ves čas tudi mi v letnih poročilih ugotavljamo. Smo tudi že povpraševali, ne vem, oni se enostavno bolj poslužujejo največ teh postopkov poravnave, sploh v bistvu potem pa bi rekla v drugi fazi, da pride do senatne obravnave, pa še teh ni prav zelo veliko. Tako da, ne vem, moje čisto osebno mnenje je, da vprašanje res, kako so te postopki pred komisijo, bom rekla, dobri in smiselni in tako, ampak zaenkrat jo imamo, ne vem, v tem smislu sigurno jaz pozivam tudi, bom rekla, in bom ponovno v okviru letnega poročila, da se sigurno predlaga tudi mediacija v majčkem večjem obsegu, ker dejansko v 4 letih ni bilo medijacije niti enkrat. Je pa res, da sem danes dobila ravno poročilo od komisije, pa ga še nisem uspela prebrati, ampak mislim, da ni bilo medijacije na tem področju. Zdaj, smiselnost umestitve medijacije recimo že v fazo prvih obravnav je pa sigurno, to je vprašanje, o katerem bi bilo sigurno smiselno kaj reči. Jaz bom tako rekla, jaz mislim, da že zato, ker jo zakon ne predvideva, še ni nujno, da je izključena, samo ni urejena. Kot sem sama seznanjena, mislim, da se celo, bom rekla, mogoče na malo bolj neformalen način celo zelo veliko izvaja. Tako da
ne vem, to je sigurno smiselna pripomba in bomo pač mogoče tudi v okviru pač ministrstva v njej diskutirali, pa bomo videli, če se da kaj narediti. Tako da toliko je v teh pritožbenih poteh zaenkrat. Ja, hvala gospa Kovačeva. Če ni, bom poskušal zadevo na nek način povzeti, da prav gotovo vsi pozdravljamo določene spremembe, ki se bodo s tem zakonom zgodile na podlagi izkušenj dobrih 4 ali 5 let izvajanja zakona, da pa seveda še vedno ostaja odprto to, ali ne bi morda vključili tudi dodatno predlagane spremembe, seveda s tem presegli omejitev na 30%, ki jih poslovniško sicer definira sprememba zakona, pa pripravili nov zakon. To je seveda, kot smo pravilno ugotovili, stvar politične volje, za katero ne vem, nisem prepričan, če obstaja na tem področju. Prav gotovo pa z zakonom pristopamo zelo nasproti k pacientom, dajemo izvajalcem dodatne naloge, dodatne obveznosti in žal tudi zahtevana dodatna sredstva, ki bodo v ta namen morala biti investirana, da pa seveda ne rešujemo problema zastopnikov, na katerega so opozorili. Mi bomo te pripombe združili, jih bomo pripravili in v petek posredovali Ministrstvu za zdravje. Prejeli jih boste tudi udeleženci današnjega posveta. Objavljene bodo tudi na spletni strani Državnega sveta, kjer bo objavljen tudi posnetek današnjega posveta, tako če bo kdo želel še kaj pogledati. S tem bi zaključil današnji posvet, se vam zahvalil za udeležbo in prispevek in se seveda priporočil za sodelovanje pri parlamentarni obravnavi zakona. Hvala.